Lep in prijazen dan vam želim iz Dunaja. Natančneje nahajamo se v kraju imenovanem Špitalau. Pred seboj ne vidite objekta, ki je namenjen kulturi, ravno nasprotno. Gre za objekt, ki je v bistvu sežigalnica odpadkov. In zanimivo, avtor tega zanimivega objekta je znameniti arhitekt Undertwasser, ki ga seveda ni več med nami, ampak je na pobudo takratnega župana, ko je še živel, seveda Dunaja, naredil in obdelal ta objekt, da je bil okolju in ljudem bolj prijazen. Zanimivo je, da je danes to turistična atrakcija in tudi velja povedati, da v tem objektu sežgejo na stotine ton različnih odpadkov in seveda predelajo tudi kar veliko energije, seveda električne. No, tukaj v glavnem mestu Avstrije seveda odpadkov ne odvažajo v naravo, kot recimo pri nas v občini Slivnica pri Hočah, ampak to storijo tako, da v bistvu izberejo eno od sežigalnic in predelovalnic odpadkov in tam to uredijo. Ker pa seveda to nekaj stane, se to lahko zgodi, da je nam, da v bistvu uničujemo naravo in seveda s tem tudi svoje okolje. Vidite, naš namen je bil, ko smo prišli na Dunaj, da vam pokažemo to zanimivo zgradbo, ki je v bistvu res nekaj posebnega in seveda tudi nekaj pomembnega za glavno mesto Avstrije. In pri čemer velja dodati še to, da so v bistvu okoliški meščani sežigalnico kar zadovoljni, namreč dobijo neke vrste rento, ker bivajo tukaj, vendar moram reči, da ni nikakršnih težav, ni slabega vonja, kaj šele, da bi nas tukaj v bližini to okolje motilo. No, poglejmo še, tam vidite dimnik. V tem trenutku poteka sežiganje, vendar brez skrbi. Vi ne boste opazili nikakršnega dima, kot recimo v Toplarni Ljubljana, naprimer, kjer pa pravijo, da je to para. No in tam le naravnost, bolje rečeno. Desno vidite upravno zgradbo tega sistema za predelavo odpadkov v glavnem mestu nam sosednje Avstrije. Lepo se imejte in upoštevajte ta nasvet. Treba je svoje smeti za seboj pospraviti in jih tudi predelati. Ne kot mi, da jih v bistvu mečemo v naravo in s tem uničujemo sebe in okolje, v katerem živimo. Lep pozdrav iz Dunaja.